Mater, kako je lahko življenje zakompliciran. Misliš, da se imaš super, da je vse v redu, pa se v trenutku vse obrne. Mojca je prišla domov in zdaj, vse veste, Mojca in Tina ne bo šlo. Konc je s Hani Banijem. Konc je s tem igračkanjem. Kar se pa Gorazda tiče, pa ljudje, ki so ti še malo prej pomeni vse na svetu, te totalno razočarajo. Ni čudno, da na koncu zabredeš tako kot Špela. Maja, jaz te ljubim. Jaz bom umrl, če mi zdaj ne boš odprla, ker je to Tinino maslo in ti zelo dobro veš, da je Tina vsega kriva, no. Še sreča, da je se odločila narediti temu konc. Sam, ej, bo ratal? Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Ej, draga moja družinca, ne morete si misliti, kako vesel sem, da smo spet kole skupaj. Ko že človek pomisli, da je vse skupaj vzel hudič in da ni nobene rešitve več, kar naenkrat posije sonce in rešitve pridejo same od sebe. A je tako, Špelka? Je. A to misliš, ker sonce pride iz Indije? Sonce iz Indije je pregnalo nevihtni oblak. Tino, ne? Je Špela, no, pusti Tino. Bistveno je, da v kriznih trenutkih družina stopi skupaj in pokaže svojo notranjo moč in pomen. Takoj, ko se je Jaka pojavil v Indiji, sem vedela, da nekaj ni v redu in sploh ni bilo več vprašanja, se ne vrnem domov. Toliko sem vesela, da ste spet skupaj, pa da mi stojite ob strani, res. No, se na vse zadnje sploh ni bilo tako težko, kot sem mislil, da bo. Tvoja nesreča, Špela, naj jo je zbližala. No, In če ne bi bilo te preklete droge, bi rekla, da je še prava sreča, da si nam povzročila težave. Spet bo vse v redu. Špela je trdno odločena pustiti drogo in potem bomo spet srečna družina. Prav imaš, Rozi. A veš, z Mojco sva se odločila, da ne bova rešila samo primer Špele, ampak da bova poskušala popraviti nekatere karambole, ki so nastale v naši družini. A je tako, Mojca? Ja, sej, sem da nam preveč to talk še ne. Kakšno je to talk? Ja, kaj? Kaj? Včasih pač avto tako razbiješ, da gre lahko sam še na odpad, ne? Ej, Gorazd, spet ti. Še tle. Pa si prišel. Zdravljena, Maja. Koliko smo te pogrešali, kaj bi ti vedel. Čakaj, da to... Pomaga kufre nesti. So težki, veš. Ja. Preljubo doma, kdor ga ima. A si kaj opazil? Opazil? Ja? Ja, kuhna! Vse je čist nova kuhna. Mašinca, dober si tole zlihtala, dober. A ti je všeč? No, seveda. Lep dizajn, lep. Kako je bilo, povej? Ni za prha. Rajš me neč prijemat, veš. Kaj je bilo? Nekaj me je v hrbtu ščipnil. Hrbtu ščipnil? Ja, ne vem, zaradi
Zaradi teh težkih kufrov ali pa zaradi predolgega sedenja v avionu, veš? Sice. Jaz te bom pa malo pomasiral. Ne masirati, veš kaj, sedo bom masirati, praviš ne, da me še bolj bolelo. Kako pa ti to veš? A te je že kdo drug masiral? Ja, no. Aj. O, malči. O, Maja, čebelica Maja. Ja kaj? A ne boš nič pozdravila svojega očija, ki je z Amerike nazaj, a? Živijo. Hello? Kaj je bilo pa to? Dolga pa stara štorija. Zgorazdom sta se spričkala. Zdaj bo vse preč. Ja kako? Saj sta bila tako zaljubljena, da sta kar travo razližala. Naš verjel. Gorazd ga je nekaj biksal s Tino in je imel vse skupaj posnet. Kaj? Na kaseti. Ti pokvarjenc Ona je ti. pa videla. Jo, jaz sem ves čas govoril, veš, tile koreni. Volk dlako mena naravo pa ne. Tako lušno punco imel, pa ti gre svinac drugo. To je pa res. Mater, fam. To je pa res. O, Maja! Čebelica moja, no? Ti, Bog, a? Se mi zdi, da si ti zadnji, ki bi lahko... A povem? Ja, povej, no. Ki bi lahko bil tako pošten. Maja. Ah, saj bo še vse v redu, čebelica Maja, no. Pa dej nekaj mi težiti s to čebelico Majo, a? Maja, no. Pa kaj? Če mi pa skozi teži, no, čist skozi. Če sem jaz čebelica Maja, si ti en vili. En vili trot, ampak tak pokvarjen. Kako jo meče. Pokvarjen? Trot? Kaj je bilo to? Ljubezen. Ljubica moja. Kaj je to? To je nekdo vlomil, ej. Dej, poglej, če kaj manjka. Marto, dobro, da imaš ti fanta policaja, ki se bo kar takoj naločil te preiskave. New York Police Department! Poslušaj, nič ne zgleda, da bi kaj manjkalo. Daj pogled, če je v dom ni vlomljen. Ja, saj to sem glih zdaj mislil, veš. Ker najprej boš pogledat možen vstop na mesto v prizorišče vloma, pogledat, če še kakšen vlom, ali pa kaj, če so kakšni prstni vtisi. Na, ti pej pogledat. A boš en viski? Ja, pa dej, veš kaj, malo sem v stiski. Si pesniško razpoložen. Ja, ne, da mi bo malo popustil, veš. Majo moraš pa razumeti. Zdaj je v teh letih vsaj občutljiva, vsaj ranljiva, vsaka stvar jo stira vrže. Ampak še zmeraj ne razumem, kako je mogel ta Gorazd biti tak nemarnež, da je šel to početi s Tino. Veš kaj, bo že prebolela. Zdaj pustiva to primir. Čas je najboljši zdravnik za srčne rane, a ne? Za srčne rane. Kako si imel, daj povej, kako je bilo? Je bil zelo naporen let, a? Ja, naporen, pa dolg tudi. Ves trd sem od tistega sedenja v avionu. Pa še tako malo placa za noge je. Veš, se ni čudno me pol v križu zagrabel. Ni čuden. Ja. Res, da se še nikoli nisem tako daleč peljala z avionom, ampak verjamem, da je bilo naporno. Veš kaj, pej ti lepo počivati, jaz bom pa do konca pospravila, prav? Prav. Daj mi tole srajco, da jo vržem v pranje. Srajco mi daj, da jo vržem. Ti bom jaz tale viski do konca popil. Srajco boš pa lahko jutri uprala. Nekam hladno mi je danes, veš? Boš jutri uprala. Bom kar v srajci spal. Prav? Koga pa biksaš?
Ne boš v tele prešvicani srajci spal, no? Alo, daj jo dal, daj. Ne, res, paše mi v srajci spati, lepo te prosim, no. Tako sem se navadil, veš. Lepo te prosim, no malo se povohi, kako smrdiš. Alo. Srajco dol pod tuš, jaz te pridem pa malo pohrniti. Ne, ampak greš, no, pust me, no. Bom v srajci spal. No, te ne bo to otroči. Alo, srajco dol pod tuš pa v pižamo. Prosim, no. Jože, kaj pa je to? Kaj? Čigavi kremplji so tole pustili? Kakšni kremplji? To je tobogana. Tobogana? Ja. En dan sem šel na bazen, pa sem se malo po toboganu spuščal. Zgleda, da je bilo nekaj narobe. Kaj si bo še zmislil? Ja, resno? En idiot je flašal na toboganu stovku. Flašo? Kreten. Kreten. Kreten, ja. Sprašujem te, kaj pa ti, si vprašal se, kakšen si, ujel si se v svet prevar, pozabi, da svet je svetu tvar. Ja, tako je to. Resnica zmeri pride na plan. Včasih čez 7 dolgih let, včasih pa že prvi dan. Flašo, da je razbil ena tobogano. Kjera finta je. Ful vam hvala res, da mi pomagate, pa da mi ob strani stojite. Že dobro špila, no. Ja, komu bova pa stala ob strani, če ne svoji lastni hčeri? Ja, jasno. No, dajmo, hitro spakirajmo, poznje že, da se ne bomo celo noč samo s prtljago ukvarjali. Ja, Jutraj mora zgodaj v doma. Se hitim, sam to sem res, to sem hotela reči, da tudi ko vaju ne bo zraven, da mi bo to ful moči dajalo, da mi vidimo podpirate, da ste srečna, ker če bi bil še naprej s Tino, jaz ne vem, kako bi to prenesla. Špila, daj mirno, pa pusti, da je Tina, ona je pa se. Ja, mogoče pa se, sam jaz ne morem to kratko pozabiti, oči, no. Ne morem, ona mi je razsula familijo in... Ampak Špila, no prosim te, dej. Ja pa kaj, prosim, kaj? Ker si bil ti zraven, je bila vedno ful sladka, ker te pa ni bilo, se je pa slešičarka v totalnega zmaja spremenila, pa terorizirala, pa take stvari. Pa ti nisem takrat povedala, oči, zato ker sem imel težave s srcem. Sam je žal, da nisem bi nagnal to kuzlo. No, daj Špila take besede, no. Kaj, veš, kak je ona meni govorila? Pa kaj se moram zdaj jaz braniti? Udarle me, modriso sem imela, mislim. Lena je bila kot fuksa gora za vprašta, če mene verjameta. Ja kaj, to mi gre ta na živce? Ej, izgleda, da nič ne manjka. A si kaj videl? Ne, vse v redu. Vse je nekako dobro zgleda. Mater. Ti veš kaj? Kaj zdaj? Mislim, kje pa sta otroka? Ti mater! Kaj pa če si jih ugrabili, zato ker je stanovanje takole? Ne, čakaj, zdaj pa ne, da pa ti ravi, ne ponovadi ugrabljajo kakšne take bogate froce, ne pa froce od matere, samo hranilke. Daj mi telefon! Daj mi, jaz Janom ga Po mojem, če mene vprašaš, policaj rado misli, da sta to otroka naštimala. Ti pa noš govoril, da sta to moja otroka naredila. Moja dva otroka že nista taka. Jaz kličem, živjo, tukaj Janova mamica, živjo, ja. Bom sam jim glede vprašala, mogoče Jan pri vas? Kako? A to v šoli ga ni bilo? Ja, dobro je, hvala lepa, Andraž pa. Ti mater! Veš, kaj bom poklicala policijo? Čakaj, zdaj policaja imaš pa tukaj, no, kva je, no. Veš, čak. Mater, Še me skolka paču dalu! Evo jih ugrabljenci! Vam pojďte hitno zdaj, to kom pa ven! Koga se pa gresta? A veste, kako ste me prestrašila? Smrkovca! Mogoče? Pa zdaj mogoče, kva mogoče? Kako mogoče? Ti poslušajte, bom tako okoli kepe potegnil, se vam bo še 3 dni bliska. Sam še enkrat rečta mogoče, pa vaj bom tudi jaz vama ušesa potrgala. A jasno? Ne, mogoče. Ti,
A zdaj ne mogoče. Poslušajte, a tako? A mogoče? A mogoče se gresta? Aha, protestirata. To sta mi naredila lepo dobrodošlico, ne da ne bi se slučajno jaz dobro imela. Aha, mislim, tako vam bom povedala. Če sam še enkrat rečete mogoče, jaz upam, da ne mislite resno. Mogoče? Mogoče. Poslušaj, pa kaj se gresta, no? Kaj? A boste kaj povedali, zakaj protestirata? Vsaj to povejte, no. Zato, ker ne bova več šla v šola in se tudi ne misliva več pogovarjati, dokler jaz ne spoznam svojega očija. Pa ti nisi normalna, koga pa težiš? A to resno mislite? Mogoče. Mogoče. Pa dobro, čak, no zdaj pa se bo snadal. Poslušajte, pa kaj si boste zdaj še zmislila? Hočeš še kakšno glasbeno željo ali pa uro na vodomet ali kaj? Mogoče. Mogoče. Daj, no! Ne bo tako groba, no? No, vidiš, da me zebe. Pa kaj se greš? Kar kuni praskalki pet, pa ne te greje. Pa kolikrat ti še moram reči, da ni bilo bene praskalke? Na to boganu sem se podrajsal. Ti, Jože, a imaš ti še un bicikel v kleti, a? Ja, imam. Zakva? Pol pet pa v klet. Pa ti z bicikel pompej. Mene pa primer pust. Sploh je pa sred noči in se s tabo ne mislim več pogovarjati. Okej. Priznam. Ni bil to bogan. Ne? Poslovni partnerji so me povabili na tajsko masažo. In ena od vrst masaže je tudi taka s krtačo sirkovo. In pol po masaži sem šele gotovo, da sem ves popraskan po hrbtu. Lahko noč. Shit, ne morem verjeti, Betty, no, ne morem verjeti. Sem vedel, da se je to zgodilo, točno sem vedel. Mislim, da ne morem enkrat reči, ne morem verjeti. Živijo, sem zamudil. A je šla, ne? Mislim, vse sem vedel, evo. Pa uro sem si nastavil, pa vse, pa ni zvonila. Vse sem vedel, shit. Uro sem si nastavil, pa ni zvonila, zdaj pa šla. Koga si zamudil? Ma špilo, koga sem zamudil. Špilo sem zamudil in se nisem mogel niti... Kaj pa ti kle delaš, a nisi šla? Kaj pa je tep, če je 3:30 zjutraj ura? Ob 8:30 imam vlak. Oj.
Pardon, se opravičujem, saj sem ga pol srok. Kar precej, ja. Ne, sanjal se mi je, da sem te zamudil, pa da si že šla, pa da se nisem mogel posloviti od tebe, sorry. Joj, Janez, Jezus, pa saj ti pardon. bom pisala. Pisala ti bom vsak dan, pa takoj bom nazaj, če bom prijela. Se veš, da ti je Špela zelo hvaležna za pomoč, pa mi vsi tudi, res. Z Jakatom zelo cenva, kar si naredil. Sam zdaj pa prosim, pojdi spat, no, zdaj smo še sretniči. Ja, pardon, sorry. Recimo sploh hvaležen, če ne boš več skole sred noči vletaval, bom jaz posle ven fuknil, no. 3:30, ali kaj? Aj prav. Sorry, pardon. Lahko noč. Ja, ne spet spat. Lahko noč, se opravičujem. Sorry. Čisto sem se zmedel, jaz sem sanjal, pa sem mislil, da Vse se pridem posloviti jutr, no, zdaj pa eno mečko na slovo, a prav. Živa, ko drugi trpijo, smeji se, ko jim je hudo. Igra, da stvari obolijo, v resnici je srcu toplo. Evo, pri Korenovi se stvari končno spravljajo v red. Vse ratuje kar normalno. Pri nas in pa pri Anji pa je vse bolj zamotan. Sam Janez je, kot bi s kakšne pravljice pobegnil. Čist je zacopan v tisto svojo princesko Špelo. Sam njo še vid. Za vse ostalo je pa itak slep kot krt. Kaka frajerka je Špela, ej. Zdaj se že pele proti komuniji, evo. Hvala Bogu, da je Mojca prišla domov, pa da je počistila to sranje, ki ga je Tina naredila, mislim. Koliko imajo eni ljudje zafrknen življenje? Pa ti misliš, da je pri nas res vse tako v redu, če primerjaš nas pa Korenove? Kaj, ja, super se imamo, mislim, oprost, Maja. Morava biti pa zelo, zelo, zelo hvaležna za tako življenje, ki ga živimo. Če pomisliš na vse ostale, mislim, če pomisliš recimo na Ido pa na Jana, ki celo življenje živita brez očetov, pa če pomisliš na Gorazda pa Špelo, ki sta živela brez mame. A ti res nič ne vidiš? Kaj naj bi videl, ej? Odkar imamo malo več denarja, nam je super, oprost. Oče pa mami se imata rada, ti si ful srečno zaljubljena, jaz bom nekaj časa brez punce, ampak mi bo pisala. Veš kaj, Janez, dej, joj, kako si lahko tako naivn, no? Kaj? Kaj? Poglej, naš oči imamo... Shit. Ja, naprej. Ti, Manči? Ja? Kakšna pa je kaj tale Maja? Mislim, tako, no. A veš, meni se zdi zelo resna. Ja, resna je, veš. Kar pridna punca, veš, kar zelo preveč resna za svoja leta. Ja, ampak zakaj se pa ti tako za Majo zanimaš? Jaz sem mislila, da tebe punce ne zanimajo, da tebe bolj fantki zanimajo. Ah, daj nehaj, no, Manči. Sam tako sem mislil, a veš, kot frendica. No, sicer pa zgleda kakšen fantek, a ne? Ja, res je. Manči, ampak od tebe se pa ne bi pričakoval takih predsotkov. Saj meni so punce tudi čisto všeč. Za tako super punco, kot je Maja, bi se pa splačal tudi malo spremeniti, a ne? Kaj bom pa jaz vse doživela v temle frizeraju? Da ena frkeljca enega spreobrne. Ja, pa rečte, no, če ni frizerka, en ta najbolj ta zanimiv poklic. A ni tako?
No, Rosi. Pa je špelca šla. Ta mala je spakirana na vlaku, na poti v lepšo in boljšo prihodnost. Via Italija. No, Gorazd, ne delaj se norca, no. Seveda je bila Boga. Ne, seveda ne ve, kaj jo čaka. Normalno, da jo je bilo strah. Zakaj? Važno je, da se je odločila. Daj, Gorazd, prinesti šampanjca. Ta velik del je zdaj za njo. Ne bi rekla, ta hude stvari jo še čakajo. Samo z naše strani smo naredili, kar smo mogli in mislim, da smo se res potrudili. Smo. Veste kaj? Mislim, da lahko nazdravimo na njeno uspešno okrevanje. Prav res, adijo razvada, adijo odvisnost. Na to se ga lahko zdaj nesramno napijem. No, Gorazd. Slušaj, Gorazd, zakaj spet ti tako ciničen, a? Ciničen? Ja. A zakaj? Zato, ker vas gledam tlele, kako vam fino štima v življenju, ste si fino zrihtali lepo svoje lajfe. Samo jaz sem jo zmajal pač kreš, ne. Mislim, kreš. Brodolom. Titanik človek. Ja, Gorazd. Velikrat sem ti že rekel, da delaš s svojimi dekleti kot svina z mehom. Pol te pa... Ne, fotoček, veš, tele pa nisem jaz čist nervejebo situacije. To je pa skuhala tvoja Tinca, ki je by the way največja prasica, kar sem nikdar ko spoznal v življenju. Gorazd, ne govor tako, no, daj bo tih. Veš, kaj sem nehal zagovarjati, ker ti tudi zelo dobro veš, da je bila ona kriva za vse katastrofe, ki smo jih imeli zdaj v naši familiji. Čist vsazga tlele izmed nas je fino, lepo, počas na svoj način zajebala. Aha. In kako je teplo nič navezal z Majo? Kaj pa je naredila? Nič. Čist me je sesula v glavnem, no. S tistim prekletim Ma se ni važno. Polno kapo imam vsega, jaz grem. Ja, kam greš zdaj? Ma grem. Živja, midva sva, motva. Ne, kar naprej, kar usedta se. No, kaj vaj moč? Ma nič, prišla sva vprašati za en nasvet. A boš malo čokolade? Ne, hvala. Ma, mi imava ene težave z Radotom. On je sicer dober prijatelj, ampak oče pa ne more biti. Saj naj ne. No ja, veš, da sem mu pomagala, da je z mami skupaj. Zdaj nam to ni več všeč. Ja, ful je neki pameten, pametuje, pa sploh ne ve, kaj govori. Po tistih njegovih policajskih form gre že prav na bruhanje. Ja, pa še mami nama je ukradeno. Mi se hotela imeti očija in mami. Zdaj se mi zdi pa, da nimava več mami. Niti mami, niti očija. Ja. In kaj boste zdaj naredila, ha? Mislila sva, da bi poiskala mojega očija. Tvojega? Ja, ko to se nama zdi najbolj fair. Ja, nis pozna svojega. Zdaj se mi zdi pa edin fair, da še je svojega. Ja. Ja, to je najbolj fair. Ja. Absolutno. Res, to je najbolj fair. Da ti moraš poznati svojega očija, on je sigurno ful v redu možakar. Radota pa malo ga zafrkavita, pa bo sam spokoj. Okej, thanks. Pa si mi, da bi še ostala, pa ne smeva, ko bo spet doma cirkus. Spet na malo gremo. Adijo. Adijo, pridite še kaj. Bova. Koliko je to grozno, ne možeš verjeti. A vidiš, kakve težave imajo. Tako, zdaj po takih stvareh se vidi, koliko je nam lepo, v bistvu, koliko se vam... Ja, a zdaj boš pa kar poklical? Ja, jasno, no. Cagov fant ni še nikoli pri punci spal. Zvoni. Ja, zdravo. A je Maja? O, živjo. Jimmy Boni pri telefonu. Ja, tist s salona. Ja, tista nov frizer, ja.
sem te mislil na eno kavico povabiti, če imaš kaj časa. Danes popoldne. A ja? Ja, super. Pol pa kar velja, ne? Ej, komi že čakam. V 4:30, v redu. Kje? Pri kofetku. Okej, pridem. Ja, čau. Manči, Majči je rekla ja. Rekla je ja, ja. Rekla je ja, rekla je ja, ja, ja. Zaljubljeni. Janez, bi šlo malo tiše, prosim. Se nisem nič rekel. Pa daj nehaj srkat, no. Prosim. Špela gre danes v Italijo. V komuno. Zdaj, ko je Mojca domov prišla, pa ko je Tina šla, se bojo tudi pri Korenovih stvari ful spremenile. Zdaj bojo tudi oni ratali taka srečna familija. Tako kot smo mi. Zdaj bo ful drugač pri njih. Jože, jaz mislim, da je čas, da tudi mi malo razčistimo. Ne povej ti svojemu sinu, kako srečna familija smo mi. Ti jaki faki? Jaz pa še zmeri ne razumem, kje si staknil to Tino. Pa kako si bil lahko tako slep? Si ponovadi pa nisi imel tako slabe roke pri izbiri, čeprav, če smo odkriti, si kar doskrat zbiral, a? A veš kaj, se še sam ne vem, kam sem gledal. No, sej, lepa je res. Meni se zdela pa še prijazna. Očitno je bila prijazna samo pred tabo. Takoj, ko si obrnil hrbet, je pa... No, se mogoče imaš prav. Ampak veš, vseeno, nikoli nisem podvomil njeno iskreno in bi rekel tako, o, Madonna. Madonna, kamera. Zdaj se bova lahko prepričala, kako je bilo, ko me ni bilo doma. Z Radatom so je nastavila. Daj nehi, no. Saj ni bilo nič. Sem ti že rekel, da ni bilo nič.
O krtači sem pa že po noč razlagal. Lepo te prosim, Jože, ne me še žalt. Pa se nisem neumna. Napovej otrokama, kako je bilo na službenem potovanju. Nadej. Pa pokaži ima svoj razpraskan hrbet. Pa še njima razlož to zgodbico o toboganu pa sirkovi krtači. Mami je čist nekaj brez veze ljubosumna. Bil sem na službenem potovanju, to je pa tudi vse. Itak. Veš kaj, oči? Meni se zdi, da ti nisi tlele čist nič nedolžen. Če se sam spomnim tiste praktikantke Nancy, kako si flirtu z njo, no? Kako si to mogel? Dej nehi moja, dej tih bod. Se sploh ne veš, kaj govoriš. Kaj govoriš, da bi naj oči varu, ali kaj? Oči pa ja ne bi varu. A ne oči, da ne bi. Mami, a ne da oči ne bi varu. Oči. In če nam te pes nikoli ne izve, da drugega policaja ljubim. Pošta zvoni samo dvakrat. In če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Kaj je to? Ko angliste, kaj? Sranje! Pa kaj je to za sranje? Kaj je to? Jebeti! Mulca delikvetska! Kaj sta mi to naredila? A sta mi videla to naredila? Mislim, zakaj sta mi to naredila? A sta bila videla, ne? Mogoče. Čak, mogoče. Ti mi je že dal mogoče. A sta bila ali nista bila videla? Mogoče. Pošljajte, bomo še sem porašljeno. Mislim, pa kaj? Nemogoče. Nemogoče. Pa nemogoče, kaj je to? Pa to je Northern House, pa kaj? Pa to je nočna moda. Fuj. Pa to je Dr. Frankenstein, pa kaj se je spašil, pa to je ena nuda kuća. Veš, jaz niti minute ne bom več dele. Jaz moram jet. Adio, sledimo slazdar. Mater. Fuj, plasice. No vidiš, zato smo midva z Radotam nastavila tole kamero. Zdaj bova lahko z prve roke videla, kakšen zmaj je bila tale naša, no sem hotel reči, bivša naša Tina. Poglejva. Kriči se maščuje, drugače ona ne zna. Vsak dan se sama kaznuje, v zmoti živi, to prizna. Ej, frka, totalna frka. Od tega se še meni miša. Enostavno sem mogla iti ven. Poln kufr imam vsega. Zato mi je tako prav prišlo, da me je Jimmy Bonnie povabil na kofi. Ful rabim kavo. Še bolj pa, da se malo odklopim od te familije. Sam se mi pa vse zdi čuden, zakaj je Jimmy glih mene povabil na kofi. Oni so moja Tina družina in nočem je zgubiti. Nočem. Au, au, au. Takole, če nočeš ostati brez prstov, se obleču ene normalne cunje, pet, v Tivoli, tam bo črno. Tjaka, tukaj pa nekaj ne štima. Tale punca zgleda prava svetnica. Ta druga mati Tereza, če mene vprašaš. Jaz sem kako Špela, Gorazd. Ona dva sta čisto eno drugo osebo opisvala.
Zdaj je samo vprašanje, kdo tukaj laže. Ampak Ja, vse tako zgleda, da sta najna potomca dva svetovna lažnivca. Razen, če tale punca ni še hujša lažnivka, veš. Čau, Gigi, Boni. O, čau, Čiluka. Kako si? Kaj pa tebe prinesel sem? Halo? A si pozabil? Za večerjo sva zmenjena že od prejšnjega tedna. A si me skenslal, ali kaj? Joj, se res. O, veš kaj, Luka, čisto sem pozabil, res. Sorry, no, sam te bom res mogel skenslat. Sem se zmenil z Majo. Za en kofi. Sorry. Zaradi ene kikle me boš skenslal? Halo? Ja, pa se sem se ti upravičil, sorry, no. Zdaj pa moram iti. Čau. Sprašujem te, kaj pa ti, si vprašam se, kakšen si, ujel si se v svet prevar, odzabil, da svet je svetu tvar. Tole je pa vse ena velika godla. Tile posnetki s Tino so vse še sam bolj zapletli. Komu zdaj verjeti in koga obtoževati? Še meni nič več jasen. Sicer pa, folk, jaz grem na kofi z Jimmy Bonjem. Sem faca, ne? Tipčka s perjem tipčku. Kaj tazga pa še ne. A ja, pa čau, cheers. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja.